Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o jadranju. Naša gostja namreč Urška Kofol. Lep pozdrav. Živijo. Prejemnica letošnje priznanja Športne zveze Idrija za rekreativne dosežke. Lani si uspešno nastopala na regati v Grčiji. Kakšni so spomini na to lansko tekmo? V bistvu še zmeraj zelo lepi, zelo neverjetno se mi še zmeraj zdi, kaj smo dosegli, ker pač prvič smo bili na tej regati, bili smo samo 4 in tudi razmere so nam bile čistuje, nove, pač v Grčiji je ta nekaj močen veter med temi, s katerim se še nismo srečali, tudi okoli teh otokov ni noben od nas še nikoli plovno, tako da sem zelo ponosna na to, kar smo dosegli. Za kakšno regato gre, koliko dni traja? Se pravi, to je odprtomorska regata 600 milj, zdaj za tak tip barke, kot smo mi imeli, je to tam od 4 do 6 dni ponovadno, odvisno od vetra, od razmer. Ko ravno govoril o tej odprtomorski regati v Egejskem morju, velja omeniti, da je ekipa Navtičnega kluba Merkur Idrija prav v tem trenutku tudi letos na tej regati. Kako da nisi tudi sama letos članica ekipe? V bistvu te odprtomorske regate zahtevajo kar nekaj več časa in jaz imam pač poleg jadra in normalno službo in je treba malo usklajevati s temi dopusti, pač včasih gre, včasih ne gre. In leta sem se odločila, da grem oktobra na Rolex Middle Series, ki je še ena odprtomorska regata v Mediteranu. Tako da mogoče pa drugo leto spet Grčija. Ampak tudi na tej regati se tudi lani nastopila. Ja, lani sem bila na obeh, v Grčiji in na Malti na Middle Seasu, ja. Odkje sploh želja po jadranju? Govorijo namreč o tekmovalnem jadranju, ne o dopustniškem. Ja, nekako sem v bistvu zelo zgodaj ugotovila, da mi bolj paše ta tekmovalni del jadranja, to regatno jadranje, ker v bistvu od jadralca zahteva, da nekako pozna zelo širok spekter in same funkcije na jadrnici. Imaš karmarjenje, imaš nastavitve jader, delo na premcu, delo v pitu, lahko si navigator, lahko si taktik. In mi je to nekako dosti bolj zanimivo kot tisto početniško jadranje, ki pač se zapeleš iz marine v en zaliv, pa si odpreš pirno. Tak. Ampak ekipa mora biti kar dobro usklajena. Ja, pač zato imamo tudi kar nekaj treningov. Tudi člani ekip se izobražujemo na raznih tečajih, izobraževanjih, gremo tudi na kakšno drugo jadrnico, kaj pogledati, kako tam delajo stvari. Tako da največ prinese pa pač kilometrina na vod. Pa je težko iti z neko drugo ekipo na tekmovanje, če niso zmeraj isti člani? Ali imate toliko zaupanja drug od drugega? Si kar zaupamo načeloma, jaz tako pravim, da jadralci smo sami fajn ljudi, tako da ni težko se uloviti tudi za eno ekipo, kaj sploh ne poznaš. Sicer pa koliko nastopov opravite v eni sezoni? Ali pa koliko dni jadranja? Čakaj, jaz imam pa na leto tam 60 dni jadranja, tukaj so in regate in tečaji, tudi kakšni transferji predajo vmes. Smo pa imeli, rečemo zdaj, v spomladanskem delu sezone sem jaz imela, se pravim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regat, mislim, da. Zdaj imamo pa dopust čez poletje. In pol jeseni spet. Pol pa jeseni spet, Kdaj so pa razmere na morju bolj primerne za jadranje, oziroma take, kot bi si jih sama želela? Meni osebno najbolj ustrezata pomlad pa jesen. Zdaj veter pač, ga ni, na to ne moreš vplivati. Je pa tako, že zaradi samih temperatur se polet ni zajet. Tako jaz pravim. Bolj spomlad pa jesen. Ali pa celo pa zimno, tudi zime so lahko bolj lepe. Seveda, na morju pride tudi do vremenskih pojavov. Je bila že kdaj taka, rekel, izkušnja, ki ni ostala v najlepšem spominu? V bistvu vsaka težka izkušnja, ki je bila, vsakeč, ko smo bili v kakšnem zelo neugodnem vremenu, tiste trenutke težko. Včasih je tudi strah prisoten, to mora biti, ker pač morja ni za podcenjevati, ampak zdaj, ko pa mislim za nazaj, v bistvu so vse te izkušnje v nekom lepem spominu. Pač, ker vsaka izkušnja ti da nekaj novega, se nekaj novega naučiš, malo samozavesti pridobiš, da se znaš pol naslednjič s podobnimi situacijami spopasti.
Idrija pač nima ravno morja, ampak ste idrijski jadralci zelo uspešni. Od kje? Mogoče zaradi same volje, da dosti trenirate, ali je to, rekel, nekje v genih idrijskih? Po mojem je to sama volja, pa tudi delo idrijskega kluba je zelo naklonjeno temu, da bi svoje člane, da bi jim ponudili čim več možnosti za iti jadrat, ali turistično, ali regatno jadranje. Zdaj letos smo v klubu ta prvič izvedeli malo bolj tak strukturiran program raznih tečajev, ki smo jih izvajali zdaj v spomladanskem delu, pa na spomlad in na jesen sta 2 tedna v bistvu nekak regatnega jadranja, druženja na vodi, tu se ponovadi najame jadrnice in mislim, da jih s tem pač spodbujamo pri članih to, da radi hodijo jadrat. No. In kakšen je odziv bil na te tečaje? Zelo dober, vse je bilo polno, tako da smo še kakšen ekstra termin dodali. No. Ste pridobili s tem tudi kakšnega novega tekmovalca? To pa ne vem, moram bi mogla vprašati. Mogoče še prezgodaj. Ja. Sicer pa, rekla si 60 dni v lanskem letu na morju, katera regata ti je pa najbolj ostala v spominu, katera tekma? Grčija, Aegean 600, ja. Je bila res taka nepozabna. Zelo težke razmere so bile, pač imeli smo od čistega brezvetrja do zelo močnega meltemija. Sama ruta regate je zelo zanimivo speljana, pač zajema veliko obratov okoli otokov in pač super nam je šlo. Fajn smo se ulovili kot ekipa, bilo je težko, ko smo bili dol, ampak zdaj za nazaj, kot sem že prej rekla, je bilo nepozabno. No. Se pravi, bilo je osvojenih kar nekaj mest na zmagovalnem odru, tudi kakšno nehvaležno 4. mesto. Ja. Kaj je pa tista želja mogoče, ki bi si pa sama želela mogoče neke tekme v prihodnosti udeležiti? Mogoče niti ne tekme, ampak zelo rada bi šla pogledati kakšni profesionalni ekip na teh večjih jadrnicah. Ampak to se moram še kaj naučiti do takrat. No. Ampak možnosti pa najbrž obstajajo. Ja, se da priti zraven. Mislim, malo ti mora ratati. No. Predvsem so tukaj zato dobre ti mednarodne regate, ki pač spoznaš ljudi, navezuješ poznanstvo in mogoče pa enkrat rata. Sicer samo jadranje se loči tudi po tipu jadrnic. Govorimo o tekmovalnem delu. Ja, se pravi, že na eni regati imaš lahko čisto različne barke, od 10-metrskih bark do 30-metrskih bark. In pol je to treba nekako uskladiti oziroma nekako ugotoviti, kako bi na nek pošten način ovrednotil oziroma primerjal te jadrnice. Tako da pol zato so pol posebni izračuni, ko se to upošteva, velikost barke, teža barke, tip jader, velikost jader, število članov posadke, vse to se upošteva, da se pol nekako realno primerja te barke. Se pravi, se dobi nek koeficient za posamezno barko in pol na koncu skupni dosežek. Kako je z mladimi pri jadranju? Ali je to vse bolj namenjeno bolj polnoletnim osebam? Ne, zdaj v drugih klubih, sploh teh obalnih klubih, imajo zelo močen ta podmladk, ker imajo tudi dosti več možnosti hoditi na morje, pa jadrati s temi malimi jadrnicami, optimisti, laserji. Zdaj si predstavljam, da za nek klub, ki ni lih pri morju, je težko, da bi otroka 3-krat na teden vozil na morje. Tako da mogoče tega pri nas malo manj, pa bi si želeli v prihodnosti tega več imeti in v ta namen so v klubu tudi par let nazaj začeli organizirati v bistvu jadralni tabor za otroke dol v Karigadorju v Hrvaški Istri in je vsako leto zelo dober odziv, no, tudi skozi več otrok privabila, skozi več staršev zraven. In v bistvu ti otroci, ki so začeli na tem jadralnem tečaju, so zdaj že nekako mladinci, bi lahko rekli, no, so pripravljeni na večje izzive. Kje lahko naši gledalci, ki jih mogoče to zanima, dobijo več informacij? Spletna stran, družbeno omrežje? Ja, imamo spletna stran, ima Nautični klub Merkur Idrija in pa tudi Facebook profil. Kje lahko jadralce idrijskega kluba najbližje si gremo kdaj pogledati? V Izola. Ja, v Izola na kakšna regata. Lahko nas pa tudi kontaktirate, pa če koga kaj zanima, se kaj dogovorimo za kakšen jadralni dan.
Urška Kofol, naj za zaključek zaželim mirno morje, dovolj vetra na prihodnjih regatah, pa da pridete nazaj z novimi lepimi uspehi. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.